Vsi grijo, jaz hočem dati na gas in meni štirikolesnik crkne. Mene zagrab panika, nobenega več, levo se obrnem nobenega, desno nobenega, jaz pa samo ostanem v puščavi. Drage moje lepotice, dober večer in dobrodošle v novem videu, kjer bom danes odgovarjala na vaše vprašanja v povezavi z Egiptom. Vse odkar sem se vrnila in že tekom potovanja ste mi postavili res kar veliko vprašanj na temo Egipta, s katero agencijo sva šla, koliko sva dala za potovanje, kater izlet se najbolj splača obiskati. Tako da sem jaz potem rekla, nič bom jaz naredila kar en video na to temo in vas pod to slikco na Instagramu vprašala, da mi zapišete vse, kar pač bi torej želeli vedeti, tako da bomo danes šle eno po eno vprašanje. Hkrati pa, ker je večer in se po koncu tega videa itak odpravljam spat, sem rekla, da bomo se skupaj tudi odrihtale, get ready with me, ker sem še ne toliko dolgo nazaj v nabiralnik prijela evo tole novo L'Occitane kolekcijo. V bistvu poudarek je na dvofaznem čiščenju in me je toliko navdušila. Boste videli pol, ko bom dala tudi make-up dol, da praktično na moji koži zdaj ni enega mazolčka, kar se ni tako zgodil že res dolg. Tako da ti jo bom podrobnejšo predstavila, ker po mojem mnenju je res vredna malo več pozornosti. Tako da, evo, če te zanimajo moji odgovori na temo Egipta in katere izdelke uporabljam za čiščenje obraza, potem glej video naprej. Mogoče je za začetek fino, da ti sploh predstavim, kaj je fora tega dvofaznega čiščenja, pa ti bom povedala moj primer. Jaz recimo se ličem praktično čisto vsak dan, res je to nekaj, v čemer uživam, mogoče ok, kakšna nedelja, da se mi ne da, ampak drugače sem kar rada naličena in po drugi strani to pomeni, da moram ličila tudi vsak večer pridno odstraniti. Ok, mogoče kdaj že popoldan, ko vem, da nikamor več ne bom šla, ampak dejstvo je, da si potem ličila odstranim vedno. In do zdaj sem ponavadi uporabila samo micelarno vodico, kar se je izkazalo, da je premalo, ker mi je koža, kljub temu, da je bila vadka na koncu čista, vrnila to v obliki mazolčkov. Nisem je globinsko očistila, ne? In prav zato so mi toliko všeč teli novi L'Occitane izdelki, ker se vidi, koliko lepa koža tvoja na koncu je. Kar sem opazila, da ko ti bom zdaj te izdelke tudi predstavila, ampak da porabim bistveno manj vatke. Jaz sem znala sprazniti celo to stekleno zadevo, dokler je bila koža čista, tukaj je pa čisto en game changer. Tako da, kako v bistvu poteka sploh to dvofazno čiščenje? Zdaj, najprej uporabim izdelek na oljnati osnovi. Evo, to je tale L'Occitane izdelek, tak rumenkasto obarvan. Zdaj, oljnati izdelek uporabim jaz v svoji rutini prvo in na ta način odstranam ličila, pa tudi sebo. To je ta, kako bi opisala, svetlikajoč odsev na tvojem obrazu. Tukaj recimo, ko se zmastiš, to je recimo sebo. Potem pa imamo, potem sledi izdelek na vodni osnovi, evo to pa je, ki ga imamo, tale, evo, tukaj sicer je L'Occitane prišel z 4 različnimi produkti, jaz sem zbrala evo čistilno mleko za obraz, torej dam na vatko, očistam in je moja koža potem res lepa. Pa greš še na odstranjevanje očk, usnic in to je to. Hkrati pa s tem čiščenjem koža pripraviš tudi na nadaljno nego. Opazila sem, da se sestavine veliko bolj usrkajo in so recimo razne kremčke, serumi, potem, ko jih naprej uporabljam, se veliko hitrejš primejo, ko je koža tako zelo očiščena. Tako da je to nujno tudi potem za vse nadaljne postopke na tvoji koži. Tako da evo, to je nekako taka osnovna razlaga, kar se tiče teh L'Occitane izdelkov. Predlagam, da greva zdaj na prvo vprašanje v povezavi z Egiptom, potem pa se vrneva na evo tale izdelek na oljnati osnovi in ti tudi pokažem, kako deluje v praksi. Evo, jaz sem si kar takole vse pridno pripravila na A4 format in prvo vprašanje od Valerije je bilo, a ti je bil obisk piramid lepo doživetje v Egiptu? Definitivno odgovor je ja. Zdaj, tiste, ki ste me spremljali na Instagramu, veste, da sem jaz bila kar tako malo nervozna, kako bom zdržala, ker midva sta bila torej v Egiptu v mestu Hurghada in do piramid, torej v Gizi, je tako 7 ur vožnje. In nisem vedela, kako bom zdržala, ker ste res 7 ur na avtobusu tja, 7 nazaj, potem pa še tam po vročem soncu hoditi po puščavi, res me je skrbel, ampak je šlo praktično vse toliko gladko. O 2:30 smo štartali z avtobusom proti torej Kairu. In jaz sem zaspala, to me je bilo najbolj strah, da bom prišla kasova na avtobus, ampak sem zaspala, o 8:30 sem se zbudila praktično spočita, potem smo šli tja v ta egipčanski muzej, potem pa gledati piramide, tako da če ne bi šla, bi definitivno obžalovala in definitivno priporočam torej to turo vsakmu, če seveda zaspiš na avtobusu. Če pa si taka, da veš, da ne boš
mogla zaspati. Sem se pogovarjala z eno kolegico, mi je rekla, da ona je bila pa toliko utrujena, da pač je bilo tako, je videla piramide, aha, to je to, gremo zdaj spat. Meni je bilo super, tako da jaz definitivno priporočam. Naslednje vprašanje, najbolj me zanima, koliko je stal ta izlet v Kairu, se resnično splača tako, kot je opevano. Zdaj, glede cen posameznih izletov ste me tudi zelo veliko sprašvali, tako da bom tudi to jasno povedala. Izlet v Kairu se cene delite na dva dela. Prvo je, a greš ti z avtobusom, drugo, a greš ti z letalom. Vidva sva resno razmišljala, da bi šla tja z letalom, ker z letalom si praktično tam v 1 uri, z avtobusom pa, kot sem rekla, 7 ur traja. Izlet z letalom stane okrog 205–210 evrov, medtem ko z avtobusom je pol manj, se pravi 100 evrov. Midva sva potem že rekla, nič, greva z letalom, ampak sva imela to nesrečo, da s tisto letalsko agencijo, ta agencija, s katero sva hodila na te izlete, niso bi torej sedeži več na voljo, no? Tako da bi mogla iti potem na eno drugo letalsko družbo, tam so se pa jasno karte še podražile, tako da sva rekla, ne, to je pa res preveč, greva z avtobusom in je torej prišel 100 evrov ta izlet po osebi, torej za 2 osebi 200 evrov. Kaj bilo še? Aha, če se resnično splača. Meni se je splačalo, kot sem rekla, v tej ceni je bilo vključeno tudi kosilo, sicer ni ne vem kaj, na splošno, saj jaz hrano v Egiptu nisem bila zadovoljna, moj hotel, da tja še pridemo, pač vsak dan ena in ista ponudba, dosti ne čisto vse skupaj, tako da, kar pa se tiče torej izleta v Kairo, meni res ni žal, da sem šla. Naslednje vprašanje je od Izabele, kako ravnajo s kamelami oziroma za kakšne namene jih uporabljajo. Zdaj, definitivno za transport, da jih prevaža od točke A do točke B. Potem bi jaz rekla za turiste, torej kot nekakšna atrakcija, da jih turisti jahajo in tudi jejo jih. Nažalost pač jejo kamelje meso, midva sicer nisva šla, rada je hotel poskusiti, ampak pač pa nisva šla, sem vesela, da je tako. Tako da ja, torej te 3 zadeve, me pa je še ena zadeva tako dost, mislim, razočarala. Tako je pač v beduinski vasi, to je tisto, tam, kjer smo midva tudi jahala kamele. Ena zanimiva zgodba nam je povedal ta naš turistični vodič, zdaj kako oni v puščavi najdejo vodo. Ena je, da po drevesu, torej tam, kjer sem vam pokazala tudi sek enega drevesa, so oni zaradi tega drevesa potem vedeli, da je nekje okrog voda, ker pač, kot sem rekla že v videu, drevo ne raste iz nič. Druga zadeva, kako pa odkrijejo vodo, pa je s pomočjo kamele. 3 tedne, 3 uboge dolge tedne kamelo čisti stradajo, izžejajo in jo pošljajo v puščavo, ker ona vodo dejansko začuti oziroma zazna. In tam, kjer se bo kamela ulegla, tam nekje spodje je voda, ker ona ima pač te sposobnosti, kar pa je najbolj tragično, da ko ona kamelo najde, ne da bi jo potem napil, najedel, pač jo počastil, ker je najdot v puščavi vodo, ni kar neki, ampak jo dejansko ubijajo, odsekajo glavo, ne vem, jo pojejo ali ne, ampak ja, to je njena potem kruta usoda. Tako da, ja, bom rekla, da ni tem kameljcem ravno najlepše v življenju. Zdaj pa pejva, evo Natalija, prvi izdelek olje za odstranjevanje ličil. Zdaj kako sama to uporabljam, ponovadi, jasno, v kopalnici te stvari počnem, dam nekaj tega olja na prste, malo pomasiram, dam na obraz in ko ti dodaš vode, se ta izdelek tako zelo lepo speni in odstran praktično že zelo veliko količino in make-upa in sebuma. Kar pa se tiče formule, je obogatena s cvetovi immortele in ognjiča, tako da boš vedela še, katere sestavine so noter. In evo, to je potem prvi korak, kako očistaš kožo z izdelki na oljnati osnovi. Moram pa reči, da je občutek na koži res tak, niti malo, da bi me koža karkoli zategvala ali pa bila izsušena, res prijetno, tako da tudi zato sem na temi izdelki res navdušena. Zdaj pa pejva kar na naslednje vprašanje, te zanima, v katerem hotelu sta bila, ok, teh vprašanj je bilo res veliko. Midva sta bivala v The Grand Hotel Hurghada, 4 zvezdice, in če bi me kdo vprašal, a priporočam ta hotel, bi rekla iskreno, da ne. Zdaj, kako je bilo pri nama? Midva, ko sva prišla tja, sva najprej dobila eno čist drugo sobo, kot nama je bila obljubljena, in ta soba je bila, mislim, jaz ne bi ostala niti enega dneva več tam, ker res mi ni bila všeč, kopalnica stara, umazana, posla, tako kot en bunker, no. In potem sem šla midva ob 2:30 cela zaspana po tem pač potovanju oziroma letenju do recepcije, da to ni soba, katero sva midva rezervirala, in so rekli, da zdaj ne morejo nič, da naj se oglasiva zjutraj. In potem sva kontaktirala Moniko,
ful legenda ženska. In nama je potem ona uredila, da so dobila boljšo sobo, s katero pa sva bila zadovoljna, ampak še vedno čistoča. Mislim, tukaj moraš res veliko narediti, prah po omarah, zarjavela kopalnica, boljša soba, ampak še vedno ne, kar bi pričakoval neki za pač hotel za 4 zvezdice, tako da vam priporočam, če boste šli v Egipt, da nujno vzamete 5 zvezdic, 4 je premalo, ker mislim, realno 4 zvezdice pri njih je nekje 2, 1, 3 zvezdice pri nas. Tudi 5 zvezdic hotel, itak se razlikuje od hotela do hotela, ampak sem tudi slišala razne pripombe, recimo čez cesto, en tak rdečkast hotel, da tudi ni ne vem kakšen luksuz. No, tako da, ja, naslednjo vprašanje pa je bilo, koliko dni sva bila, midva sva šla za 10 dni, kar se mi zdi ravno prav. 7 dni bi bilo definitivno premalo, 10 dni pa je bilo ravno prav, da sva šla torej in do Kaira in na vse te druge izlete. Edino, če bi imela še kakšen dan več, bi šla do Luxorja, ta izlet tudi zelo hvalijo, to mi je edino mogoče mečkan žal, tam je ta dolina kraljev, tako da to se ni šlo, ampak tako je. Potem naslednjo vprašanje, kakšna je bila hrana, zelo enolična, sicer ok je bilo, da si vzel kar si hotel, ampak praktično večerja vsak dan ista, zajtrk vsak dan isti in ravno tako kosilo. Dosta umazan, jaz sem tudi dostkrat naletela, da je bil pribor umazan, krožniki umazani, tako da moja izkušnja žal ni bila najbolj pozitivna. Res, upam, da ne bo izpadalo, kot da jamram ali pa karkoli, ampak res želim povedati iskreno. Jaz sem šla dol praktično brez kakršnih koli pričakovanj, nisem ne vem kako zahtevna gostja, bi rekla, se nimam, ampak res sem pa rada, da je čisto. Če nekaj ni čisto, ne morem, pač vsem tam spiš, se umivaš in ja, to meni zna zelo zamoriti, tako da pust. Potem, kakšne so bile hotelske sobe, to sem zdaj že povedala. Aha, pa še en nasvet za vse, ki se boste odpravljali v Hurgado, tam so neverjetno podkupljivi. Mira, če bi vedela to že prej, pa je, da če njim daš, sicer ne vem, ali je to pametno povedati ta glas ali ne, ampak pa če bom povedala, ker želim, da veste, če jim daš 5 evrov, vem, da 2 para sta dala 5 evrov za boljšo sobo, sta cel teden lahko bivala v boljši sobi, zato ker pač njihove plače so tam toliko majhne. Bom povedala primer, tragičen primer. Recimo, uslužbenec v hotelu se smatra pri njih kot malo boljša zaposlitev in veš, koliko je njihova mesečna plača, ne boš mogla verjeti, 40 evrov. 40 evrov oni dobijo za cel mesec, medtem ko te, ki pa urejajo okolico ali pa delajo kakšna ta po njihovo slabša dela, dobijo pa tudi samo tam 25 evrov na mesec, tako da njim, če daš 5 evrov za sobo ali pa 1 evro recimo, ko ti prinese vodo v sobo, midva sta to potem začela delati, sva vedno potem imela res sveže brisače, svežo vodo, tako da se pa zelo hitro navadijo na to napitnino, no, če pa potem naslednjič ne daš, pa potem znajo biti kar tako, ne, ti ne prinese. Tako da z 1 evrom, 5 evri boš dosegla marsikaj ta boljši standard. Pa še zadnje vprašanje v temle sklopu, preden gremo na nov L'Occitane izdelek. A sta šla na izlet z lokalnimi agencijami cena? Midva sva hodila na izlet z to agencijo, s katero tudi sva šla na potovanje. To ste mi tudi sprašvali, v bistvu ET je v Sloveniji agencija, katera pokriva, se mi zdi, da Hurgado, ampak midva pa sva dejansko to rezervirala pri eni drugi manjši agenciji, neka njihova podružica, ali kako se reče. Tako da midva sva v bistvu hodila z ET-jo, moram pa reči, da so te cene zelo visoke. Če najdeš kakršno koli lokalno agencijo, so cene ne samo pol cenejše, zna biti tudi tako 70%, ampak pa vprašanje, koliko je to varno, ne, tam z enim Egipčanom, če se ti bo kaj zgodil, a te bo, ne vem, rešil karkoli, tako da sva rekla, nič ne bova tvegala. Tako da, evo bom povedala kar za vse, midva so šla torej v Kairo, to je bilo 100 evrov po osebi, potapljanje je bilo okrog 45 evrov po osebi, tu smo šli snorklace, pa Orange Bay, to so ti egipčanski Maldivi pogledati, jahanje kamel, tudi 45 evrov po osebi, pa obisk te beduinske vasi. Shopping tura je 15 evrov, to sicer nisem šla z agencijo, tu imaš tako shopping turo, greš gledati mošejo, greš gledati pol tam neka olja ali parfume, to nisem šla, ker je bilo samo ob sobotah, pa sva bila takrat pač v El Laguni, tako da sem šla sama s taksijom, ampak to ni bila dobra izbira, mene je bilo
toliko strah. Mene je bilo toliko strah, ker sem se počutila tam, kada naga hodim sred Hurgade, čeprav sem bila v dolgi oblekci, vsem sem imela v zavesti to, da pa ženske tam so pokrite, ampak sem rale to pol sem rekla, pejva, taksist je nekaj začel vmes nekaj mutiti glede cene, da se nismo tako zmenili, čeprav smo se tako zmenili, tako da vam res priporočam, ne bi rada strašila, meni se ni zdelo, da bi bilo karkoli nevarno, ampak zihar je zihar. Pejte raj z agencijo, kateri pač zaupate. Greva na naslednji izdelek, to je, sam da ga jaz najdem, čistilec torej na vodni osnovi, torej, ko jaz uporabljam ta L'Occitane izdelek na oljnati osnovi, grem na čistilec na vodni osnovi, ki torej odstrani razno umazanijo, tudi očist pore, ta znoj, ki se ti nabere na obrazu. Tako da, kaj jaz naredim? Vzemem evo preprosto vatko za čiščenje, vzemem nekaj tega mleka, to potem valjda ponavljam, dam pač na obraz in čistam, evo, 1, 2, 3, pa tole, kako to diši, nič tazga nisem še nikoli vonjala. Mogoče me malo spominja na slive, čeprav če se ne motam je figa sestavina, figa pa med, tako, pejte povohat, presežem, da se boste zaljubile v ta izdelek. Tako da, evo, to potem delam do čistega, da je moja koža res taka tipi-topi. Toliko prijeten občutek na koži, wow, pa res lepo diši. Jaz tako zvečer to uporabim, pa bom pa rada ljubčka, ker diši moja koža. Ok, greva na naslednji sklop vprašanj. Tajda, teh vprašanj je bilo tudi sicer veliko, zanimajo, koliko sta plačala za potovanje. Zdaj, midva sva ujela eno tako dobro akcijo, dobro, ne dobro, v Egiptu tako lahko prideš zelo pocen čez, ampak midva pri nama je bilo tako. Torej, jaz sem najprej hotela iti za 7 dni in pa so se cene, dokler sem jaz to rezervirala, nekaj spremenile, povečale in pa me kliče ta moja, tako je delala na agenciji, čeprav se je ta cena za 7 dni povečala, imam pa še eno boljšo ponudbo in sem na koncu za 10 dni plačala manj, kot bi za 7 dni. Tako da sem za 2 osebi dala tam okrog 1000 evrov, kar se mi zdi za Egipt neka v bistvu taka normalna cena. Spremljam, zdaj mi skozi meče te ponudbe. Ful velikrat se mi zgodi, ko na Facebooku nekaj gledam ali pa na Google, da mi potem Facebook pa Instagram to meče ven. Nima veze, v kaj ste videli same ponudbe za Egipt. Skratka, se mi zdi, da tam 500-600 evrov je realno, da boš nekje dala za eno osebo, midva torej 1000 evrov za 2. Vključevali torej, da sva spala tam, da sva jedla tam, pa prevoz iz letališča do hotela. Kaj je bilo meni najbolj všeč? Najbolj všeč, definitivno izleti. Jaz sem si z izleti zelo popestrila to potovanje. Zelo v spominu mi je ostalo snorklanje, to je bila meni ena najboljših izkušenj, ker to Rdeče morje, njihov podvodni svet je toliko lep. Res, kot v kakšnem filmu, ko vidiš te ribice barvite, te razne koralne grebene in ta obisk torej teh egipčanskih Maldivov oziroma Orange Baya, pa ta beduinska vas. Tole je pa dejansko dom od njih. Jaz sem tam spoznala, mislim, itak že nasploh vem, da koliko je pri nas obilje vsega, koliko pač tam nimajo, tudi njihovi marketi, to so nepolmen, toliko slab založeni, kakor naši. Evo ga, supermarket, trgovinca, kjer lahko kupijo Coca-Cola, cigarete, trenutno je zaprta. In ta beduinska vas je bilo tako, meni res tudi eno tako res lepo doživetje, pa to jahanje kamel. Mogoče še za to jahanje kamel povem, ful zanimiva izkušnja, ampak kar je najbolj scary, ko kamela gre dol ali pa gor, ona se dosti nagne naprej in ti se moraš res orang držati za tisto sedlo ali karkoli je že tistega z besenga, ker se toliko nagne, da če se ne držiš dobro, te zna kar dol vrš. Tako da, ja, definitivno torej obisk beduinske vasi, jahanje kamel pa šnorklanje. Potem, a so v Egiptu poceni stvari? Zdaj Egipt, ja, so poceni stvari, ampak mogoče še en koristen podatek. Vedno, kamorkoli bo šla, a bo šla to v lekarno, mimogrede, posod se je treba cenkati, tudi v lekarni za zdravila, torej te bojo vprašali, s kje si. In njim, ko poveš ti, s kje si, je to pač praktično oni tebe na ta način dajo v nek finančni predalček. In če boš ti rekla iz držav, kot so Švica, Nemčija, bo oni pač mislili preprosto, da imaš še veliko denarja in ti bojo za eno majico, ki bi sicer bila, ne vem, 10 evrov rekli 20 evrov ali pa 30 evrov. Najboljše reči kakšna Bosna, Makedonija, tudi Slovenija, ker potem avtomatično znižajo ceno. Midva so potem govorila, da so z Bosne, pa enkrat, ko mene pogleda, you're not from Bosnia. Tako da, ja, stvari torej poceni
in so poceni, ampak mora se cenkati, no. Recimo od cene, ki ti je da, se definitivno lahko zniža vsaj za 30 do 50%, bi jaz rekla. Pa potem še eno vprašanje v tem sklopu. Tejo tisto prej zanimalo Tonjo, Tejo pa zanima, sta jemala antinal preventivno ali ko so se pojavile težave. S to mojo drisko je bil hudič in je še zdaj, drage moje. Jaz še zdaj nimam take urejene prebave, kot sem imela preden sem šla torej v Egipt. Nisva jemala antinala preventivno, torej da razložim, zakaj se sploh gre. Driska je zelo pogosta, ko greš ti v druge države, sploh v Egiptu, in zato je fajn jemati tablete antinal za preventivo. Midva tega nisva naredila in mene zašraufal nekje 3. dan in se ni umiril do konca potovanja. Tako da sva se v bistvu malo zasračkala, ker antinal so preventivne tablete, midva pa sva to jemala praktično za dajmo govoriti tako da meni se ni zrihtal, Raletu se je zrihtal, to je bilo res nadležno, no, tako da jemljite antinal preventivno tekom torej so pa ene druge tablete, pejte v lekarno, vam bojo znali povedati, tako da ali pa vprašajte Moniko, to predstavnico. Ok, zdaj pa greva midve na čiščenje učkov in ustnic. Tukaj imam dvofazni odstranjevalec ličil za oči in ustnice, tudi tale izdelek je obogaten s cvetovi immortelle in ognjiča. Zdaj, kar bi poudarila pri tem izdelku je, da ga moraš dobro pretresti, ker potem vrata evo take rumene barve. Uporaba pa res čist simple, kako jaz odstranam maskaro, senčke, šminko, labelo in tako naprej. Dam tale izdelek na vatko in potem ponavljam ta postopek do čistega. Zdaj imam šminko gor, kar naredim. In z eno vatko je cela šminka odstranjena. Enako potem ponovim tudi na levem in desnem učku. Recimo tole zdajle, kad delam, ponavad so izdelki pri meni takšni, da bi me znal uček zdajle že noro peč, ker moje oči, ko me kdaj sprašujete, zakaj imam toliko rdeče, imam občutljive in moram biti vse bolj in bolj pozorna, katere izdelke uporabljam za svoje učke. Niti malo me ne peče, res to se vidi tudi, ok, je zdajle malo rdeč, ker pač ga mencam, ampak res mi ustreza. No, jaz te linije resnično ne morem prehvaliti, meni toliko ustreza, tako da ti jo res še enkrat močno priporočam. Pa lej, še vedno sem pri prvi vatki, pa praktično nič več nimam produkta na obrazu, noro. Evo me, še malo pa bom ready za poslo in pižamo. Zdajle sem torej čist brez ličil, brez podlage, brez pudra, tako da dokaz, da moja koža ni nič mazolasta, kar me ful veseli. Tako da, ja, gremo na naslednji sklop vprašanj. Mogoče še, preden gremo na naslednjo, ti povem še eno zanimivost. Ko sta šla midva v beduinsko vas jahat kamele, se voziti 4 kolesniki, to pač, da prideš do te vasi, se 1 uro voziš po puščavi. To je noro, ampak, kakor sem rekla spet v videu, dosti informacije tam, bom pustila mogar povezavo do tega videa spodaj, da boš malo bolj sledila. Tiste, ki si niste pogledali, čeprav smo še vedno na treningu, ful vesela. Torej, ti moraš ta 4-kolesnik držati, ga stiščati, tako da s tem prstom držiš tako palčko in to te pač po 10 minutah začne ful boleti. No, in kar hočem povedati, tja, normalna vožnja, 1 uro, jaz sem uživala, gledala, vmes videla to oazo, ki zgleda, da je ko neko morje, voda pa ni, a ne? In za nazaj je bilo tako, da jaz sem nekako ostala zadnja v skupini, ker so nas fante pa punce ločili in smo se postavili tako v eno kolono, ker to vozimo en za drugim, vsi grejo. Jaz hočem dati na gas in meni 4-kolesnik crkne in vsi so šli pred mano. Jaz sem torej ostala sama. Mene zagrab panika, nobenega več, levo vse obrnil, nobenega, desno nobenega, jaz pa sama ostanem v puščavi. Hočem parkrat pritisniti pač na ta 4-kolesnik, da se bo žgal, a ne, tako ko sem mi pokazali, da je prav, nič, crknil. Jaz tako, kaj bom zdaj? Nisem imela na telefonu zakupljenega nobenega tega za po svetu, ali kaj ima te razne mobilne pakete, tako da sem rekla, nič, nima veze, bom poklicala Raleta, čeprav je bil tako 1/100 varianta, da bi on slišal, zato ker sem vedela, da je ravno na 4-kolesniku, ki so ful glasni, pa še v koloni vozijo, pač videl bo čez 1 uro, ko bo prišel kaj, pol 1 ura nazaj, za 2 uri sem pečena. Jaz,
kaj bom zdaj, študiram tam in pol, hvala Bogu, je prišel en beduinc, videl, da pač se moj štirikolesnik ne vžge, je bila pa fura, da si spodaj mogel parkrat ga vžgati. Mene je spominjal malo, ko sem kdaj gledala tiste kosilnice za kosit, je pač parkrat to naredil, hvala Bogu se je štirikolesnik vžgal, čeprav je še malo tako hecu. Vmes, ko sem se pelala, on je pol vozil pač nekaj časa z mano, da je videl, da sem res v redu, ampak je še tudi crknil, pa je mogel še parkrat to probati, očitno se pregrejo ali kaj, no. Ampak to je bila res ena taka zanimiva izkušnja. Tako da, ja, evo. Gremo na naslednjo vprašanje, kje sta kupila letalske karte, torej v bistvu ta glavno agencijo sem povedala, ETI. Kako sta prišla z letališča do hotela, torej midva sta imela organiziran prevoz, avtobus na Pelu, pa tudi sicer sem imela 10 minut do hotela, tako da tudi če bi vzela taksi. Morate biti pa ful previdne, ko pač pridete z letališča, začnejo takoj že ustavljati razni taksisti, pa ne samo, da ti ponuja prevoz, on ti kar prime kavčke in skoraj da že da v svoj avto, tako da morate reči, ne, imam že zmenjen, se razumejo anglešk, tudi nemški zelo dober, tako da so, oni praktično živijo v turizma, tako da so se mogli naučiti. Kako je bilo na letalu? Evo, mogoče s tem vprašanjem, ali ta tudi zadnji tudi zaključam. Aha, imam pol še enega. Kako je bilo na letalu? Mislim, let je bil čisto redo, tak miren, prijeten, nobenih tresljajev, ne za naprej, ne za nazaj. Jaz sem že kar malo vajena, tako da se tega ne bojim več. Edina ena zanimivost, ne vem, a veste, ne, tiste, ki ste letele z letalom, definitivno veste, ampak vsaj pri meni je bilo tako za naprej in nazaj, ko letalo torej pristane, se zaploska, to mi je kar tako malo ježnice, ko se to zgodi. Tako da, tiste, ki ste letele z letalom, dajte mi zapisati v komentar, a vi tudi ploskate po koncu oziroma ob pristanku. Evo, zdaj pa greva še na tale zadnji L'Occitano izdelek, ta pa mi je tudi zelo ljub, ker v bistvu ta izdelek je micelarna vodica, torej 3 v enem in on pa odstran oziroma ona, odstran pa vse, kar je na obrazu še mogoče ostane očiščenega, tako da v bistvu zglanca tvojo kožo do popolne. Res naredi tak zelo, evo, jaz dam takole na vatko, popivnam oziroma pritisnem, da popivna in potem odstranim. To pa res tako finišira kožo, da je res čista, taka sijoča, tudi izredno mehka. Evo, čeprav sem mislila, da sem vse odstranila, tale micelarna vodica še vedno nekaj najde, kdo bi si mislil. Tako da zato je fajn res, da kožo začnete res do dobra čistiti, ker boste videli, da se vam bo nakup teh izdelkov definitivno povrnil. Pa evo, ker smo glih pri nakupu, sem uredila tudi eno kodo za popust. In sicer s kodo EVA bom pustila povezavo na L'Occitanovi strani, dobiš en izdelek 10% cenej, torej če vzameš enega, ti pripada 10% popust kodo EVA. Če vzameš 2 ali več, dobiš 20% popusta, ravno tako s kodo EVA. To pa velja torej v L'Occitanovih trgovinah in na njihovi spletni strani l'Occitan.si, ne velja pa v trgovinah kot so Miller, Maxi Market, mislim, da tudi prodajajo L'Occitan izdelke nama, torej samo v L'Occitanovih trgovinah in na njihovi spletni trgovinci. Zadnje vprašanje pa, kaj bi spremenila, če bi šla še enkrat na izlet? Definitivno bi se pozanimala, kako je z tableti za drisko, torej da ne bi jemala antinal tekom torej te same bolezni, ampak da bi vzela tiste ta prave, ta močne, ker to mi je res tako kar malo grenil dopust. Tako da, ja, da bi se bolj pozanimala o teh stvarih. Tako da nasplošno bi potovanje v Egipt ocenila kot zelo pozitivno, zelo zanimiva izkušnja. Sicer vem, da veliko Slovencev se vsako leto radi vračajo v Egipt in je tam res tako fajn, da grejo leta in leta. Jaz vrnila se več ne bi, mi je bilo enkrat dovolj, ampak to, kar sem videla, mi je bilo res ful dobro. In evo, s tem smo prišli tudi do konca današnjega videa. Upam, da ste uživali in da ste izvedeli kaj novega, kaj zanimivega. Če pa je še karkoli ostalo nejasnega ali v zvezi s potovanjem v Egipt ali pa kar se tiče telih L'Occitan izdelkov, mi pa seveda lepo prosim pustite vprašanje spodaj v komentar, ponavadi na vse odgovorim tako da kar pogubno. Pa naj te še enkrat spomnim na kodo EVA, ti prinese številne ugodnosti, torej 10% popusta ti pripada ob nakupu enega izdelka ali pa 20% popusta pri nakupu 2 izdelkov ali več. Na L'Occitan spletni strani, torej l'Occitan.si ali pa kar fizično v trgovini lahko poveš EVA in ti bojo obračunali popust. Tako da hvala za to pozornost, lepo se mej in se gledamo v naslednjem videu. Čau lepotice!